Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni popotniških bo naslednjih 20 minut. Govorili bomo o potovanjih z otroci, z mulčki, In sama nimam pojma, kako to zgleda. Trenutno s partnerjem še vedno potujeva sama in nama je blazno fajn. Res se mava dober, ne vem pa, kaj bo, ko bo enkrat taka situacija, da ne bova več sama, Pa je fajn, da se človek malo vnaprej informira. Kakorkoli že, naše goste smo spraševali, kam na morje oziroma kam na kakšne počitnice odpeljati otroka in dajmo pogledati, kaj so dejansko odgovorili. Mene še zmeraj z otroci najbolj na morje vleče. Morje je zakon, pa nima veze kje. Jaz se tam počutim doma. Otroci pa tudi, mi kar dobro grejo. Po sledeh bi lahko rekel. Pomembno je, da se gre z otroci nekam tam, kjer se lahko sprostijo, razživijo, da si dajo duška. Recimo na morju, da lahko fajn s pomola skačejo, da se lahko imajo fajn lušno. V gorah, v planinah, da lahko tam tekajo brez skrbi, ni prometa, ni nič. To so tako zelo pomembni vidiki današnjega časa, da so otroci malo od prometa odmaknjeni. Narava. Če so manjši otroci, tja do 10 let, absolutno v naravo, v stik tudi z živalmi. To otrokom veliko da. Tudi dobro je otroke, da hodijo bosi, tudi po vodi, recimo knajp. Imamo te knajpove stezice, kjer se zbudi čutna pot otroka, senzorična čutna pot, tako da otrok proba, kaj pomeni hoditi po slami, hoditi po kamnu, hoditi po travi, hoditi po vodi, mrzlo, toplo, hoditi po snegu. Ja, dobri nasveti. A kaj pa, ko starša rada potujeta in bi rada šla kam dlje na potovanje, na kakšno bolj eksotično potovanje z letalom in tak naprej, Zdaj, ko s partnerjem potujeva, je to tak. Nič stvari naprej planiranih, čim dlje stran od komercialnih, turističnih zadev, čim bolj v divjino, nič planirati, kakor pride in tak naprej. In Tina, ki med drugim piše tudi blog o tem, kam z mulčkam, pa veliko potuje, ravno z mulčki, to pa ni več tak, Predvsem ni, moraš imeti plan B. Plan B? Plan B je vedno, tako kot so že v anketi povedali, plan B je morje. Aha. To se pravi, plan B mora vedno biti nekje, da se otroci sprostijo, tako kot so že anketiranci povedali. Plan A imam pa ponavadi jaz narejen, je pa potem vse tisto, kar si jaz želim na neki destinaciji videti. Zdaj, kar nekaj destinacij boš opisala, kako je bilo dejansko potovati z mulčki, in sicer Kostarika, Šrilanka, Maroko, Lanzarote, Izrael, Fuerteventura, torej Kanarski otoki, to bova šle čez. Nazadnje je bila Kostarika, Ja, v bistvu en mesec nazaj smo šli za 3 tedne na Kostariko. Kostarika je super država, zelo urejena, zelo ameriška. Mogoče posebno to, da sem jaz na porodniški, da smo s sabo vzeli našega 6-mesečnika in pač našega normalno 5-letnika. Tako da, ko sem iskala neko destinacijo za potovanje z dojenčkom, ki je vseeno malo drugače kot z malo starejšimi otroki, iščeš to, iščeš varnost, da vseeno greš nekam, kjer pač bo v nekem doglednem času neka zdravstvena ustanova oziroma veš, da ni nekih bolezni, ki jih mogoče dojenček ne bi niti prenesel in tako naprej. Ampak verjetno starše prvo, ko še niso šli z otrokom na potovanje nekam dlje, je to letalo pa to, Ja, mi smo imeli tako pot, da je bilo juhuhu, ampak okej. Ampak mislim, da od vseh 4 jo je najbolj prenesel dojenček. A res? Definitivno. In še tako je bilo, da smo, ker sem jaz naročila ta baby cot, da imaš posteljico na letalu, najdaljši let je bil 8 ur, pa ni bil edini na tej poti, smo sedeli posebej, ker je bilo letalo polno. Tako da sem bila jaz sama z dojenčkom, moj mož in starejši otrok pa sta sedela na drugem koncu letala posebej. In ko sem jaz prišla s tem dojenčkom sedeti med 2 tipa,
dva gospoda, ki sta se seveda imela prostor za noge in sta rekla, evo, to bo najboljši 8-urni let, ne. In sem jaz prišla z dojenčkom, njima je padalo vse dol. Mogla bi videti, da res uno, o moj bog, zdaj bomo 8 ur na tem letalu s tem dojenčkom. Ampak na koncu, mislim, naš 6-mesečnik je bil res vrhunski. No. On se je smejal, je jedel, je spal, tako pač kot doma. No. Se pravi, ni bilo panike? Ne, letalo, mislim, ni panike, je pa res, da vsakmu povem, ocen svojega otroka. Zdaj, če bi jaz imela doma otroka, ki ima krče, ki je jokav, ki pač ne more niti 1 uro biti v avtu, verjamem, da ne bi šla na 8-urno pot z letalom. Sigurno ne. Se pravi, imaš pridnega otroka? Ja. To je prvi pogoj, da greš nekam, oziroma ne pridnega, potrpežljivega, pa se lahko ti odločiš, da je tak? Ja, seveda, da se lahko, seveda. Tako se pomiriš, pa rečeš, super je, porodniška je, čas imam. Ne, hecam se, ne moreš se dejansko odločati, zato so zelo pogumni oni starši, ki tudi obstajajo, ki karto rezervirajo, že preden se otrok rodi. Pa priznam, da je bilo mene tudi strah. Kljub temu, da je to zdrav, vesel dojenček, sem si prav napisala, preden smo šli listo stvari, kaj me je v tem trenutku strah. In se je kaj zrealiziralo tega? Čist nič. Kako pa 5-letnik? 5-letnik je bolj zahteven. 5-letnik naš pokaže, pove, da ima jetlag, pove, da je zmatran. Jetlag ima 5-letnik? Ja, seveda, pač on je tudi zmatran. Veš, da je zmatran? Ja, seveda, on je tudi potoval toliko časa z letalom in pride tja, je 2. ura, in zdaj ga midva peljeva v zavetišče živali, kjer so baby lenivci, in tako. In 5-letnik gleda in reče, a gremo lahko v sobo, jaz sem zmatran. To so te radosti. Kaj ste na Kostariki videli? V bistvu smo naredili tak plan, najprej smo šli na karibsko stran, kjer smo videli pač šli smo v en nacionalni park, videli smo živali v naravi, lenivce, opice, kače, hvala Bogu ne. Hvala Bogu za mene, bolj nesrečno za našega 5-letnika, ki se najbolj veseli od tega. In potem smo šli z obale, smo šli čez to notranjost do vulkana Renal, kjer je pač čudovita pokrajina, tam smo šli do Slapa, smo naredili en tak mini trekking, tak družinski, pač dojenček je bil v nosilki, 5-letnik tako že toliko hodi, da gre lahko. Tako da smo šli sami tam malo hoditi, še do enega drugega Slapa. Potem smo šli v toplice. Na Kostariki je ogromno teh spajev, ker pač je ta vulkanska voda, tako da to je bilo super. Zbrali smo take toplice, da so imeli še tobogan, tako da jaz sem si 1 uro vzela in sem pobegala od družine. A res, to je ful fajn. Ja, otroci, mislim, mož in ta starejši otrok sta pa uživala v akvaparku, tako da... Odlično, še pobegala si. Ja, tako da to se da marsikaj kombinirati. To je bila Kostarika. Na Šrilanko so tudi šla, ne? Ja, smo šli pa, ko je bil 3 leta star Leo. Je bilo pa tako, s 3-letniki je vse lažje potovati, no. Mislim, saj jaz še primerjam, ker so bolj vodljivi. Vsaj pri nas v naši familiji je tako, starejši kot je otrok, več ima svojih nekih zahtev. Tako da, ko je bil mlajši, je bilo lažje. Kje ste pa bili na Šrilanki? Zdaj, midva sva tudi bila na Šrilanki, ampak midva sva bila na free. Ja, mi smo naredili en tak krog, tak klasičen po moje, ta šrilanski. Nismo šli niti v Kolombo, smo začeli v Negombu, pa smo šli pol do teh starodavnih mest, pa na Sigirijo smo šli, pa potem dol čez Kandy in vožnja z vlakom. Adams Peak ste šli? Ne, nismo šli, smo šli Little z Adams Peak. Ja, sej. Tam malega hoda smo šli, ampak nismo ostali ob 2 zjutraj. Ja, midva sva šla na Adams Peak in sva prišla gor in je bila megla in nisi videl nič. Hodil si pa 4 ure po koliko 1000 stopnicah. Zdaj si pa predstavljaj, da imaš enega 3-letnika, ki ga vlečeš gor in potem ne gre. Šli smo slone gledati, v valave, take zadeve. Koliko časa ste bili na Šrilanki? 3 tedne. 3 tedne tudi? Ok. Maroko je pa že, ne? Kaj? Maroko je mogoče bil malo specifičen trip, zaradi tega, ker sva midva že večkrat bila prej. Vedno je bil povezan z hobijem, z windsurfanjem. Tako da je bilo takrat
slučajno ni pihal tistih par dni in smo izkoristili in smo šli v Fez, kaj jaz še nisem bila. Tako da je pač takrat otrok mogel preživeti dolg road trip, ampak mislim, ti se je bilo super, je bilo, no. Kaj pa narediš, recimo, na potovanju je tak, ne, kakšni grejo skupno potovanje, pa pridejo posebej nazaj, ne, zato, ker se že med sabo skregajo, ne. Pa da imaš še enega mulčka zraven, ki ti živce pije, pa bi to, pa bi uno, pa bi tretje. Mislim, koliko narediš ti red kot mama? Veš kak, mislim, pri nas je tako, no, tudi pri nas ni vse idealno, ne. Moram pa reči, da se večkrat do sporov pride na kakšnem izletu, če gremo na Rašico, recimo, kakor na nekem potovanju, se mi zdi. Bolj funkcioniramo, bolj imamo neki tist plan in tako, no. Tako da zaenkrat smo še skup, no. Super. Lanzarote, pa Fuerteventura, se pravi ti Kanarski, pa to. To so take malo bližje destinacije, ne? To je tako za probat, ne, poligon. To so super stvari. Mi smo šli tudi z Levom, recimo, ko sem ta prvič bila na porodniški, smo šli ravno na Fuerto. Koliko je bil star? Isto, 6 mesecev. 6 mesecev. To so, mislim, Kanarci so vedno una stvar, ki so super za otroke. Ja. Vedno imaš morje blizu, kakšne športe se lahko ukvarjaš, narava je lepa, otoki so raznoliki. Tako da klima je pomladna, kar je v bistvu še z otrokom boljš kot poletna, ne? Tako da to je super za probati. Kaj je strah številka 1, kar se tiče potovanj pri mami z otroci? Da bo kdo zbolel. Da bo kdo zbolel. Da bo kdo zbolel in da v tistem trenutku ne bo neke pomoči oziroma tako kot oskrbe, tako kot si navajen doma. Mislim, to je definitivno. Pa se je to zgodilo kdaj? Ne. Ne. Kaj pa imaš s sabo od lekarne, takšnih stvari, ne? Letos sem imela res, mislim, ogromen, ampak dejansko razen kakšnega paracetamola mi na potovanju, ne vem, če smo že kaj uporabili, smo pa že bili pri zdravniku in to 2-krat zaradi ušes, ne? Tudi na Šrilanki. Ja, jaz sem bila tudi že zaradi ušes. Zmer, če grem doktorju na potovanju, je zaradi ušes. No, evo, mi tudi. In kako je bilo? Ja, v redu je bilo. Pri nas tudi, hvala Bogu. Ja, mislim, ok, enkrat so mogla v Avstraliji let prestaviti za en teden, ampak sva preživela, ne, je bilo še vseeno lepo, ne. Ampak, ko pride do tega, da ne vem, da je nekaj narobe, da ne vem, kakorkoli, imaš kakšen nasvet, ki lahko daš staršem, da jih spodbudiš, lej, pač probi, pejt, kulje, še vse. Mislim, a je vredno, ali priješ na konc še bolj zmatran, ko si šel? Mislim, fizično siguran bolj zmatran, zaradi jetlaga ponovadi, ampak psihično pa ne. Saj tako, ne, tako kot pravijo, potuješ nikoli ne zaradi otroka, ne, potuješ zaradi sebe. Saj, ko so otroci toliko majhni, ne, ni ti treba iti dejansko. Ampak porodniško se splača skoristi. Točno to, ne, ko tehtaš to, ne, kdaj bom imela 3 tedne v kosu, kdaj bomo lahko skupaj toliko časa, greš kadar češ, ne, tako da jaz priporočam, da se porodniško izkoristi. Je pa res, da če prej nisi šel nikamor, normalno ne bo šel na neko potovanje, ne. Ampak mi tudi na našem blogu, tako da, mislim, spodbujamo starše, da grejo. Tudi pišejo nam, marsikdo napiše vedno več, v bistvu hvala za vaše ideje, smo šli prvič. Tudi ni tukaj drago več potovati danes, ne? Pa še, ko greš z otroci, sej do 2 let so karte cenejše, ne? Do 2 let so cenejše? Oziroma nekje do 1 leta, ampak načeloma je cenejš. Tako da rabaš eno dobro zavarovanje. Ja. To je osnova. Rabaš mogoče nekaj da čim več informacij zbereš, da se prepričaš. Jaz sem v bistvu v primeru Kostarike tudi iz Slovenije spoznala ljudi z otroki, ki so bili v kratkem tam, se povežeš, ti povejo, itak ti rečejo vsi, pejt, super je, ne? Tako da, in to tudi mi nekako spodbujamo starše, da se ne bijo tega strahu. Še par besed o Izraelu. Je Izrael
fajn? Izrael je vrhunski za potovati z otroki, ampak ima eno stvar. Politična situacija je tam tako nestabilna, da mi še na kam z mulcem nočemo promovirati te destinacije, ker nikoli ne veš, kaj se bo tam zgodilo. V smislu, mi bomo rekli, super fajn je, ker je res, da imaš zdravstveno oskrbo, država je tako majhna, ampak tako raznolika. Mislim, plažo imaš skozi na dosegu, imaš 3 morja, konc koncev, ne? Ampak ne veš, kaj bo. Ne veš, kaj bo. In zdaj, da jaz tebi rečem z dojenčkom, pej tu v Izrael, super je, in potem ne vem, kaj oni naredijo tam, mislim, to ne gre. Glede tega pa je, ne? Tako da mi vedno res probamo na našem blogu vedno napisati, pač, dajte pomisliti, ne? Vedno je to. In tudi mi ne moramo biti odgovorni, če se je nekaj zgodilo, ne? Nam je bilo nekaj super, pa mogoče boste vi v neki situaciji, boste malo tečen, ne vem, bo mož tečen konc koncev, ne? Se bo vam kaj zgodilo in potem bo neka stvar, ki je bila nam wow, vam ne bo, ne? Ampak to je treba vzeti v zakup, ne? Tako da... Kar sem jaz sama ugotovila je, dopust in potovanje sta 2 različne zadeve. Še posebej z otroki. Potovanje je hard work, ne? No, krasno. Hvala lepa, Tina, za vse predloge destinacij za naše starše. Mi se še bomo malo pogovorili, ti kar bo četlele. Vas, gledalci in gledalke, no tudi tiste, ki bi pa radi šli na kakšno potovanje, mogoče brez mulcev, ne? Veste, da Klepet ob kavi organizira kar nekaj leteh. Letos gremo torej po Ameriki, po nacionalnih parkih, ampak to je že davno in 4-krat razprodano, tako da iz tega nič več ne bo. Je pa res, da bodite pozorni, kajti v letu 2019 v začetku bomo imeli eno krasno novo potovanje. Sicer pa v mesecu septembru oziroma oktobru se gre na vikend za dušo, gremo tudi v Hevis na Madžarsko, to so pa taki kratki izleti in to so pa res taki dopustniški izleti za dušo in telo. Kaj bolj konkretnega pa, preverite torej na www.klepetobkavi.si in fajn je iti iz cone udobja, fajn je iti izven Slovenije, da ugotoviš, kako lepa je, ko se vrneš. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh Indijancev in Nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopje, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh Indijancev in Nezemljanov s Klepetom ob kavi. Več pa na klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Seveda pa tisti, ki imajo spalnico na zahodnem področju in če so že v osnovi šibkega zdravja, je boljše, da zamenjajo prostor, da se preselijo v kakšno drugo sobo. Super, hvala lepa.